filofaks mi je dal, pa ne samo meni, tudi celim generacijam, neko mentalno, duhovno moč. Sedim na teh štengah, to so ikonične štenge. Spominjam se predvsem tega, da se veliko filofaksa ni zgodilo na filofaksu. Od študija na Filozofski fakulteti sem odnesel ljubezen do leposlovja, sposobnost kritičnega razmišljanja in tovornjak čudovitih spominov. Eden lepših je zagotovo, ker sem nadebudna mlada študentka vstopila v kabinet profesorja Borisa Novaka s takim debelim fasciklom pesmi, 60 je bilo po moje. In on je to prebral. Imela sem to srečo, da sem imela v letniku sošolce, neko skupino ljudi, ki se mi je vedno zdela pametnejša od mene in zato sem še več brala. Ena res tistih največjih prednosti filofaksa je v tem, da je pod eno streho zbranih toliko ljudi s toliko različnimi zanimanji. V bistvu se je meni na filofaksu odprl svet. Francoski antropolog Claude Lévi-Strauss je nekoč dejal, da bo 21. stoletje stoletje humanistike ali pa ga sploh ne bo. V današnji družbi je humanistika luč, ki prižiga nov dan.